Pozdravljeni, spoštovani obiskovalci naše spletne strani. Vabim vas, da se udeležite informativnega dne, ki bo na naši šoli, in si ogledate naše izobraževalne programe. Prikazali vam bomo izvedbene dele posameznih programov, predstavili vam bomo delo na naši šoli in delo v delavnicah. Menim, da če vas zanima katerikoli program strojništva, tekstila ali logistike, da se nam pridružite v petek ali v soboto. Midve so se odločile, da bo še na srednjo strokovno poklicno šolo smer ustvarjalcev oblačil. Ja, smo zelo ustvarjalne punce. Na začetku izdelujemo ročne šive, to so vajenice. To so vajenice. In tudi tu smo izdelali recimo take vajenice, recimo tako na strojni šivi, tudi prikazani recimo tako na po strojni šivi. V bistvu pa smo tudi malo naredili na take medvedke, no, pač prišli smo take gumbe, pa obrobili pa s takimi šivi v bistvu. Zdaj pa v bistvu začenjamo tudi z, naredili smo še s predpasnikom, v bistvu prvi, recimo tega pohalta smo v bistvu že naredili, no, skoraj vse. V bistvu zdaj začenjamo še tudi drug predpasnik. V bistvu smo zdaj začeli. Ja, v bistvu delamo, ja. Začnemo s krili. Ja, to so pač krila, ne, to je zelo ustvarjalno, da je ena deklica naredila. Ja. In na koncu šolskega leta, če nam uspe, naredimo tudi hlače. Ja, pač hlače. Če nam uspe na koncu leta, če ne pa v drugem mesecu na začetku. V bistvu tako, no, pač imamo, predstavljamo, v bistvu prakso imamo, ki poteka pač v bistvu tako v tednu po 5 ur. Imamo pa tudi teoretični del, ki pa v bistvu imamo vsak dan različni predmet, ki ga v bistvu tako poteka, v bistvu največ ur imamo do 2 popoldne, tako da ni zelo naporen urnik. V bistvu čez po končani šoli v bistvu bi sama šla študirati v tujino, v Milano, v bistvu naprej Murno in potem mogoče tudi ustvarila v bistvu svoj butik oziroma znamko. Jaz pa se vidim, če bom uspešna v šoli, mislim iti na fakulteto za dizajn, da bom ustvarjalka vodnih oblačil in pol bom že kako bom. V teoriji imamo predmete v bistvu splošno matematiko, slovenščino, angleščino. Potem v bistvu imamo kemijo, fiziko, v bistvu samo v prvem letniku. Potem pa imamo še v bistvu športnaje. Pa imamo krojno risanje, kjer rišemo kroje za izdelovanje oblačil. In tehnologijo, pri katerem se učimo o tkaninah, o vlaknih. In delamo tudi te seminarske naloge. Ja, v bistvu pa še estetika, kjer pa v bistvu rišemo skice, ki potem pač predeljamo v bistvu v praksi v kolekcije. Mi smo sodelovali tudi na večjih projektih. Eden izmed teh je bil tudi 27. na gospodarskem razsredišču. Predstavili smo se kot v projektu turističnega tržnica in v bistvu predstavili smo koliščarje in dobili tudi srebrno priznanje. In tako, no, v bistvu to je bil naš dober projekt. In ker smo mi punce ustvarjalne, smo ustvarjali tudi, ko smo okrasili šolo. Smo razne snežinke izdelali pa krogle, da tako okrasimo našo šolo. Pol jaz in še par punc iz razreda smo sodelovali pri projektu ACES, ki tam sem jaz prevajala v srbo-hrvaški jezik, tako da so zanimivi. Zanimivi so te projekti in je lepo sodelovati.
Kateri program obiskuješ na šoli in kako poteka pouk? Obiskujem 3-letni program izdelovalec modnih oblačil. Poteka tako, da imamo 8 ur prakse, 6 ur krojnega risanja in 4 ure tehnologije. In kako ti je všeč šola, profesorji, urniki? Šola je super, profesorji so tudi v redu, urnik pa kakor tak. In kje se vidiš v prihodnosti s tem poklicem? Želela bi imeti svojo znamko, vendar če ne bom uspešna pri temu, se pa vidim v katerem podjetju. Obiskujem 4-letni program ustvarjalec modnih oblačil, od tega imamo 6 ur praktičnega pouka, 4 uri krojnega risanja in pa ostalo imamo še estetiko, se pravi risanje, kjer se učimo risati modele, obleke in postave. In pa še tehnologijo, kjer se učimo o materialih. Šola se mi zdi v redu, urnik bi seveda lahko bil boljši, s profesorji se pa tudi da vse zmeniti. Vidim se v tujini oziroma kot samostojno znamko nekega dne. Definitivno bi rada imela svojo znamko oziroma svojo linijo oblačil, vendar če se to ne izide, bi delala v svetu mode.